Enkrat se še ni zgodilo, da bi bil uspešnejši od mene. Se pa lahko zgodi, da je napadalec noter tudi 300-400 dni, več let, in ga ne zaznamo, celo dajo ukradene podatke v nek ChatGPT, zato da vprašajo, kaj je v teh podatkih, pa da naj pove, kako bodo zdaj izseljevali to stranko. Okrog 95% vseh primerih rešimo že analitiki prve stopnje. Mislim, da se ta bitka zares ne bo nikoli končala. Zdaj, če ugasnemo elektriko. En lep pozdrav v seriji 3 podcastov, ki jih pripravljamo v sodelovanju z našim partnerjem T2. Zakaj smo se odločili za serijo podcastov? Zato, ker je v resnici govoriti o varnosti, kibernetski varnosti, stvar, ki zahteva več odličnih gostov, te imamo, več tem zajema, predvsem pa odpira en kup vprašanj, kjer smo se odločili, da jih nanje najdemo odgovore v večjih pogovorih. In prva tema je ljudje za zasloni življenja v varnostno-operativnem centru. Torej, kaj se dogaja, ko gremo mi spat? Ko se v podjetjih zvečer ugasnejo računalniki, ugasnejo luči, zaklenejo vrata, na drugi strani morda planeta ali pa niti ne tako zelo daleč, pa fantje in dekleta in umetna inteligenca v njihovi službi počne stvari, za katere si mi niti misliti ne moremo. Torej, kako je videti delo v sodobnem varnostno-operativnem centru, kaj se dogaja, ko večina od nas spi in kaj počnejo 24 ur na dan tistim, ki skrbijo za našo varnost. Hvala lepa, da ste z nami. Tole bo zelo zanimiva vožnja. Benjamin Lazar, lep pozdrav. Lepo pozdravljen. Živjo. In Urban Garbajs, midva se tudi že poznava, živjo. Ampak za začetek, vidva izgledata zelo simpatična, mlada, prijetna fanta, ki pa počneta marsikaj ne tako simpatičnega za tiste, ki so na drugi strani, zato mogoče bi vaju prosil, Benjamin, daj se predstavi, kaj delaš, s čim vse se ukvarjaš na T2. Pustiva zdaj športne aktivnosti, pa kuharske tečaje. Ja, sem Benjamin Lazar, sem varnostni analitik prve stopnje v podjetju T2, v varnostno-operativnem centru. S tem se zdaj ukvarjam že 3 leta, oziroma na T2 sem 3 leta. Urban Garbajs, ti si raziskovalec, kaj vse zajema tvoja služba, kaj vse počneš? Kar različne področja, ampak v osnovi rečem lahko splošno, da se ukvarjam s kibernetsko varnostjo, ker je pa to področje tako široko. Tukaj nas najbolj zanima obramba, kako se ščititi, kako poučevati nov kader, kako razvijati okolja za to, pa seveda tudi, kako zdaj uporabljati umetno inteligenco, zato da smo lahko bolj učinkoviti pa bolj varni. Za ta prvi podcast smo dali ime Ljudje za zasloni življenja v varnostno-operativnem centru. A je to tvoje življenje 8 ur na dan približno? Ja, 8 ur na dan približno, je res, ja. Koliko varnostnih operativnih centrov si obiskal v svoji karieri? Nekaj sem jih, ne bomo pa naštevali. Razumem, me zanima, je to impresiven vhod, ko prideš noter. Zdaj ta studio izgleda lepo, za koga, ki še ni bil v televizijskih podcasterskih studijih, se mu zdi verjetno zelo zanimivo, ampak ko stopita vidva v ta varnostno-operativni center, je pa stvar verjetno malce drugačna, kaj? Je. Ogromno zaslonov, ogromno nekih stvari, ki mogoče niso tipične za vsako pisarno. Na prvi pogled zgleda zelo atraktivno, Ja. Mogoče tudi nekdo, ki tega ne pozna, se mu zdi res tako nekaj fascinantnega, ampak v osnovi pač vsak zaslon služi za nek svoj namen, ker ga je treba tudi spremljati. Tako da, Če vaju zdaj vprašam, pa na koncu pogovora bom še enkrat vprašal, kaj pretehta, tehnika ali človek za zaslonom? To za obrambo mislimo? Tako. Mislim, definitivno oboje. Mislim, mora biti v sožitju, ker itak človek glede na tehniko oziroma nek alarm, ki se pojavi na tem zaslonu, pol mora urgirati, ročno pregledati zadevo. Ti pa učiš, da ljudje sedijo tam zadaj, ne? seveda, ampak tudi tehnologija je zelo pomembna, ampak ja, tudi varnostno-operativni center je v osnovi skupek ljudi, tehnologije in pa tudi seveda procesov, ki morajo biti dosti dobro uveljavljeni, zato da lahko ta varnostno-operativni center učinkovito deluje. Greva, Benjamin, zdaj malce v tvoj poklic, v tvoje zanimanje. Kje si izvedel najprej za poklic varnostnega inženirja, kaj te je pritegnilo, kaj je bilo tisto, ko si rekel, ok, saj študiram, to, ampak zdaj bi pa naredil naslednji korak in se usedel v tale varnostno-operativni center in skrbel za varnost? Ja, v bistvu začelo se je prav s tem, Ko sem se vpisoval na fakulteto, dejansko listo je šel na brošuro med vsemi možnimi smermi fakultet, ki jih ponujajo, kaj bi me potencialno lahko zanimalo za delati v prihodnosti.
In potem sem zasledil dejansko smer informacijske varnosti na Fakulteti za varnostne vede in, se mi je zdelo dosti zanimivo to, da bi lahko mogoče počel. Vedno se mi je zdelo, kot da sem bil neki tak raziskovalni tip človeka, mogoče, da me je za razrešitev neke težave dejansko zanimalo neko sosledje nekih dogodkov. In sem se potem vpisal na ta študij, ga tudi uspešno končal in potem leta po tem sem dejansko dobil priložnost na T2, ko sem videl, da so imeli javni razpis in se prijavil, dobil službo in to je bil moj začetek. Zdaj, preden tebe vprašam tudi, kako perspektiven je ta poklic, samo še vprašanje, ko si prišel s fakultete, s kakšnim znanjem si ti vstopil, ne vem, v ta varnostno-operativni center? Kaj prineseš iz fakultete? Zdaj ne vem, kako je zdaj, ker od mojega študija zdaj že nekaj let nazaj, ampak takrat smo osvojili predvsem bolj teoretično znanje, se pravi, kaj se tiče kibernetskih groženj, kakšne so posledice teh kibernetskih groženj, predvsem bolj v podjetjih, ker nas načeloma bolj to zanima, ne. In potem seveda ugotoviš oziroma se naučiš, kako pomembno je, varovanje osebnih in, občutljivih podatkov in kako seveda to varnost narediti, ne, da se to varnost teh podatkov tudi ohrani, ne. Koliko se je spremenil študij? Ti zagotovo veš, ne? Koliko bolj danes pripravite študentke in študente, ki pridejo potem v realni sektor delati? Čisto v osnovi je bil študij sestavljen iz predavanj pa izvaj laboratorijskih, ki so bile osnovne. Pač treba je bilo neko nalogo opraviti, ampak študenti niso dobili globokega vpogleda v dejansko stanje oziroma kako potem stvari izgledajo, rečemo, v resničnem varnostno-operativnem centru. In zdaj to, kar mi opažamo, je trend, da je treba čim več tega oziroma izkušenj iz varnostno-operativnih centrov od podjetij prinesti v študijsko okolje, in študentom dati možnost, da v bistvu to tudi povadijo v nekih kvazi resničnih sistemih, no. Zdaj, spreminjajo se pa tudi, če sem prej vprašal, kaj je bolj važen človek ali naprave, ampak že sam poznam kar nekaj fantov in tudi deklet, ki so bili v mojem času za računalniki veliko več časa kot sam in so bili res mojstri in mojstrice, ne. A tudi mladi danes prinašajo več znanja, so na primer bolj opremljeni, že ko pridejo na fakulteto. A opažaš, da so kakšni pa res hudi, da rečeš, ta pa že obvlada stvari in tega lahko tudi jaz peljem potem naprej. Ja, definitivno v bistvu obstaja veliko študentov, ki se spozna že pač na določene teme oziroma določene skillse oziroma sposobnosti že imajo. Je pa mogoče edino to pomanjkanje, da nimajo še celotne slike, ne. Tako da neko tako formalna izobrazba pokaže celoten zemljevid v bistvu tega področja in pol v praksi, ne, ko nekdo vadi, se zna potem pomikati po temu. Tako da v osnovi to opažamo, no, da je treba še pokazati celotno sliko. Velikokrat govorimo tudi za to mizo, ne, z mnogimi gosti, kaj je poklic prihodnosti. Ampak to, kar ti učiš, to, kar vidva delata, to je poklic ne samo prihodnosti, ampak sedanjosti. Že takrat, ko si se ti odločal za ta tvoj študij, si vedel, da je to nekaj, kar bo noro iskano in cenjeno? Ja, nekako sem si predstavljal tako, ker mogoče je bilo glih to takrat na tistem precepu, ko se je dejansko vse začelo seliti na neko digitalno področje, se pravi, vse podatke vseh podjetij načeloma laufajo po nekih digitalnih strukturah. Imel sem ta občutek, da bo to poklic prihodnosti. Zdaj, zares pa nisem nikoli bil prepričan, da bom tudi delal v tem, ne, ker seveda pač, ko sem se vpisoval, zanimivo se mi je zdelo, tema mi je bila res taka interesantna. Ampak nikoli ne veš, ne, v roku študija ali pa pol kasneje se hitro lahko zgodi, da se usmeriš kam drugam. Ampak mi je super, da sem ostal tukaj. Urban, jaz tebe vidim tudi kot ambasadorja poklica varnostnega inženirja, kibernetskega. Imaš občutek, da je res tudi med mladimi zdaj vedno več zavedanja in zanimanja za ta poklic, ki ga tudi ti predstavljaš? Ja, definitivno opažamo vedno povečan vpis na te študije, razne, tudi na naši fakulteti, na drugih fakultetah, vedno več je zanimanja za neke praktične izkušnje. Tako da definitivno je to kar trendno. Okay. Kako se v bistvu zdaj razvija to področje kibernetske varnosti? Kaj vse je novega, kaj vse počnete, kaj vse se spreminja in kako se prilagajate? Največja sprememba, mogoče, zakaj se sploh ukvarjamo s kibernetsko varnostjo, je to, da se res vse digitalizira, tako kot v bistvu Benjamin povedal. Tukaj pač govorimo o oblačnih storitvah in tako dalje. Tako da vedno več novih težav je.
Druga stvar, ki se pa spreminja, pa mogoče programska koda. Vedno več imamo nekih programov, ki so odvisni eno od drugega. In kar zdaj opažamo tudi z AI-jem, se te programe v bistvu pregleduje in odkriva ogromno novih ranljivosti, ki v bistvu z tako visoko hitrostjo povečujejo ranljivosti pa naše tveganja, da v bistvu sploh ne moramo več dohajati. Tako da to je ta sprememba, v bistvu, da zdaj se lovimo napadalci še v višji hitrosti, kot smo se včasih. No, ko si ti prišel 3 leta nazaj, si rekel, si sedel v ta varnostni center, kaj se je v vseh teh 3 letih najbolj spremenilo? Kaj si ti ugotovil, da se pa res hitro spreminja? Kaj so tiste spremembe, ki jih zdaj lahko naprimer našteješ, pa rečeš, 3 leta nazaj si niti nisem predstavljal tega? Ja, mislim, glede na te izkušnje v teh 3 letih se mi zdi, da so napadalci vedno bolj izvirni, kar je tudi lepo po eni strani videti, ker vsaj držijo neko dinamiko in zanimivost v službi. Ker seveda največ je v prometu, se mi zdi, še vedno teh najbolj osnovnih, phishing mailov, ki ga načeloma naj bi človek prepoznal že na 2 kilometra, da ti mogoče ne bo vsak podaril 500 evrov, če klikneš na link, ne. Ampak ja, je pa potem fajn videti, ko se dejansko stvar tudi z njihove strani razvija, ne, da so sploh usmerjeni napadi dosti bolj podrobno narejeni, ne, da se dejansko moraš posvetiti, 2-krat razmisliti, preden ti zdaj potrdiš nekomu, to pa je varno, da odpreš. Tako da ja, bolj v tej smeri. A te je kaj presenetilo, ko si na primer iz fakultete sedel v ta center, tako kot je rekel tudi Urban, prideš, ampak nimaš celotne slike, ne? Ti si zdaj prišel z nekim znanjem, veliko znanja verjetno, ampak kar naenkrat se ti tam odpre pa svet, ki je res velik, ne? Ker spletni kriminalci so, ti pravi, zelo izvirni, jaz mislim, da tudi zelo usmerjeni, ne? Oni točno vejo, kaj želijo, njihov fokus je mogoče mnogo bolj dodelan, kot pa od vseh nas, ki branimo, ne? V mislih, moram paziti in tako naprej. On točno ve, kaj počne, ne? Vsekakor, ja, sploh če je usmerjen napad. V glavnem, ja, mislim, je bilo. Prišel sem z veliko nekega znanja, ampak ko sem pristopil prag te pisarne, stopil v prostor s temi ogromnimi monitorji, sem bil sam, treba bo pa očitno še dosti bolj zagristi, če hočem dejansko to neko teoretično znanje, ki sem ga imel, malenkost nekaj praktičnega od vaj, kot je Urban rekel tudi. Ampak ja, ko dejansko to pride v prakso, ko se ti usedeš za računalnik, imaš tam neka interna orodja, vse na novo, ne veš, zakaj se gre točno. Ja, takrat je prišla tista realizacija, da ugotoviš, treba bo res delati, če hočeš na tem področju tudi uspeti. Če hočeš biti dober analitik na koncu koncev. Kaj pomeni, treba je res delati? To pomeni, da si moral več brati, študirati, se učiti še naprej? Ja, točno to, ja. Mislim to, ker je neko znanje, ki ga imaš ti o kibernetskih grožnjah, v teoriji, da je to treba preprečevati, je verjetno jasno, ne. Zdaj, kako to storiti, je pa druga stvar, ne. Se pravi, treba je osvojiti, ne vem, neke osnove določenih orodij in to govorimo vse, ne vem, od nekih osnov Linuxa naprej do samih konzol, ki se uporabljajo za monitoriranje nekega prometa oziroma procesov, ki se dogajajo na napravah. Urban, ti si ambasador tudi povezovanja akademske sfere pa gospodarstva. Tudi o tem veliko govorimo, a se tudi na tem področju veliko dogaja. Je, ne vem, Benjamin dober primer tega, da ko prideš iz fakultete, potem v podjetje, kaj vse potrebuješ in vi poskušate skozi leta tudi študija to čim bolj realizirati? Ja, mi se vedno v bistvu probamo čim bolj pogovarjati ali pa delati z gospodarstvom. Ena izmed stvari, v bistvu, ki smo jih zdaj začeli pred kratkim, je uvajanje kibernetskega vadbišča v študijski proces. S tem se ukvarjam kot raziskovalec. To v bistvu pomeni, da imamo na voljo okolje, ki je lahko čisto enako nekemu resničnemu okolju podjetja. In to okolje potem služi za to, da lahko študentje vadijo na takem vadbišču, brez da bi lahko vplivali oziroma brez da bi vplivali na resnične sisteme. Tako da mi tukaj študentom želimo ali pa tudi mogoče zaposlenim iz podjetij, ki se uvajajo ali pa želijo nadgraditi svoje znanje, želimo omogočiti varno okolje, v katerem lahko preizkusijo se v obrambi, pa tudi seveda v napadu. In tukaj naša prednost je v tem, da mi to lahko spremljamo iz ozadja in analiziramo potem učinkovitost obrambe in napada. Tako da to je mogoče tako področje, ki se meni zdi zelo fascinantno, pa tudi opažamo velik v bistvu pozitiven vpliv. Se sem hotel vprašati, če je to najbolj priljubljen predmet med študenti. Ja, ni še ravno predmet, ampak vpeljujemo tako kot vaje, ki se bodo izvajale najverjetneje kar letno.
Benjamin, daj popelji me mogoče čez tvoj dan, kaj pomeni zjutraj, ko vstaneš, prideš v službo, odpreš vrata tega varnostnega centra. Kavo lahko prinesete noter, imaš lahko, ne vem, kakšne stvari v tem centru, ali je to res popolnoma zaprto? Ne, seveda imaš lahko kavo, okej. mislim, se brez kave ne moreš delati, ne. Ja, ni nujno, da je zjutraj, to je bolj, naša okej. stvar, ne. Delamo 24/7, vse dni v letu, se pravi, vključno s prazniki in vikendi. Ja, je pa klasika, 15 minut recimo pred izmeno nekje moramo biti v službi, da se dejansko seznanimo s tem, kaj so sodelavci počeli v preteklih 8 urah. Če so kakšne stvari, aktualne, je treba recimo s kakšno stranko kaj urediti, da se je slučajno začelo urejati med tem, ko se je pač izmena menjala, da se prevzame. Drugače pa ja, sledimo grafom, spremljamo alarme, jih analiziramo. To je v bistvu naša služba čez dan. Se pravi, tvoje življenje se dogaja na zaslonih Ja. in tam ti prepoznaš napad. Kako izgleda ta alarm za napad? Kaj se takrat zgodi potem? Ja, v bistvu itak imamo, SIEM platformo, ki je kot neko, srce našega delovanja, se pravi, vsi procesi, vsi logi, se pravi, dogodki, vsega IT omrežja praktično prihajajo tja noter, ki potem se obdelujejo na podlagi nekih pravil, ki so bila naprej dodeljena. Se pravi, da se alarmi, če temu tako rečemo, pač pojavljajo, ko se sproži dejansko neko zaporedje teh, pravil. In potem dejansko ročno obdelaš zadevo, ne. Saj probamo vedno bolj avtomatizirati stvari, da se poskušamo izogibati false pozitivom, tako imenovanim, ampak seveda, tako je Urban povedal, skoraj nemogoče je to vnaprej delati, ker se stvari spreminjajo konstantno, ne. Ne vem, recimo zgoščene vrednosti nekih, zlonamernih kod ali nečesa, to mora biti konstantno posodobljeno v nekih tabelah, iz česa to ta platforma črpa. In seveda, če se je to zgodilo, sedaj lahko rečemo temu day zero, ne, seveda po vsej verjetnosti še to ni vneseno z neke druge strani, je treba to ročno pregledati in pač oceniti, a gre za resničen incident ali je pač zgolj kot false positive dogodek. Ti si rekel, da si analitik prve stopnje, ne? Imate pa analitike še druge in tretje stopnje, to je kot neki generalski čini. Kako to sodelovanje deluje? Ja, salutiramo si glih, ne med sabo. Ja, saj večino, mislim, da okrog 95% vseh primerih rešimo itak že analitiki prve stopnje. Zdaj, v drugi stopnji dejansko potem že gre bolj za neko specifično službo. Odvisno je tudi potem od varnostnega dogodka oziroma incidenta, zakaj je treba posredovati in v bistvu sploh aktivirati drugo stopnjo. Se pravi, ne vem, rečeva primer, pride do okužbe neke naprave zaradi, ne vem, prenosa neke zlonamerne datoteke. Naprava se okuži, mi to zaznamo, mi na daljavo v bistvu lahko izoliramo to napravo. Kaj več na daljavo skoraj da ne moreš narediti pol specifično za to napravo. Se pravi, je potrebno aktivirati v tem primeru, če se gre za napravo nekega sistemskega tehnika, ki bo potem fizično pristopil do te naprave, jo zavaroval, ustrezno pregledal, pa pač sprejel ukrepe, ki so potrebni, ne vem, a je to ponovna namestitev operacijskega sistema ali pa podobno. Potem tretja stopnja je pa zaenkrat še, odkar sem jaz tukaj, nismo imeli tega primera, pa naj ostane čim dlje tako, gre pa itak že bolj v forenzične preiskave. Se pravi, če bi prišlo do nekih zlorab konkretnih, potreba je bila, ne vem, aktivirati forenzika, da naredi kompletno sliko diska, da je to potem lahko kot neko dokazno gradivo, ne vem, na sodišču ali kako tako. A se vidiš v tretji stopnji? Prva zaenkrat dovolj zanimiva. Zaenkrat bom rekel, da je prva dovolj zanimiva, če bi se pa zdaj tudi, ne vem, zanimivo bi bilo pogledati, koliko se dejansko dogaja tako na globalni ravni ali pa že mogoče v Sloveniji, koliko so aktivirani tretji stopnji, na tretji stopnji. Je definitivno zna biti zanimivo forenzično delo. Ja, to bo Urban morda vedel, ne? Koliko je te tretje stopnje, koliko forenzičnih preiskav misliš, da se potem opravlja v Sloveniji, to je veliko tega. Zdaj večinoma to upravlja tudi Ursi, pa sicer se ukvarja s tem, tudi velikokrat objavljajo te analize, ki jih izvajajo. To v bistvu se gre predvsem za to, da se nekaj novega naučimo in da te informacije delijo ostalim.
v Sloveniji in tudi pač po Evropi. Tudi v Evropi na splošno si te informacije izmenjujemo, kar je tudi zdaj bilo vzpostavljen sistem. Tako da je mogoče to najbolj pomemben del te forenzike, zato da ugotovimo, kaj je šlo narobe, pa da se potem lahko naslednjič zaščitimo. Je pa mogoče to res takrat, ko gre vse narobe. Cilj, tudi zakaj je največ ljudi na prvi stopnji, je zato, Ne da, rabiš tretje. da mi odkrijemo napadalca, preden uspe narediti neko škodo. Seveda, večina incidentov, ker se tudi enostavno rešijo, so taki, ki nimajo hujšega vpliva na poslovanje. Da tista manjša je pa ta, naprimer, ransomware oziroma izsiljevalska zlonamera programska oprema, ki pa, če jo spregledamo ali pa ne zaznamo, lahko povzroči ogromne škode. Tako da večinoma pač ciljamo na to, da čim prej nekoga zaznamo, se pa lahko zgodi, da je napadalec noter tudi 300-400 dni, več let, in ga ne zaznamo. Tudi če imamo vse sodobne sisteme, so lahko napadalci bolj pametni. Omenil si tudi Sicert, se mi zdi vredno omeniti tudi njihovo vlogo. Mogoče najprej zate vprašanje, kakšna je njihova vloga, kako usposobljeni ali pa opremljeni so oni, potem pa še zate vprašanje, koliko z njimi pravzaprav sodelujete. No? Najprej pa, ja. Oni v osnovi nudijo metodološko pomoč pri incidentih. Dobro je tudi, da te incidente prijavljamo, tudi če to ni obvezno. V osnovi, v SOC-u, če jaz prav vem, se vse incidente avtomatično oziroma pač se v osnovi jih prijavlja. Če pa mi nimamo SOC-a oziroma če smo neko podjetje, ki nimamo upravljanja kibernetske varnosti, je še vsem smiselno, da to prijavimo, če ni obvezno. Sicer pa po novi zakonodaji, če spadamo pod ZINF-1, moramo pa to seveda tudi obvezno prijavljati. Pa ne zato, da bi dobili kazen, ampak zato, da se ta statistika vodi in da lahko spremljamo aktualne grožnje. Veliko gledaš, kaj na Sicertu objavljajo, je to tudi ena izmed obveznih vsebin, ki jih prebiraš? Predvsem, ja. Predvsem je potrebno, kar se tiče okrog nekih zlonamernih domen in URL-jev na splošno, se pravi povezav. Ja, smo pa praktično sodelujemo pa skoraj da na dnevni bazi. Potrebno je, ogromno je seveda nekih teh phishing mailov v obtoku. Pomembno je to naše sodelovanje med sabo. Se pravi, več je prijav, lepši bo ta vzorec. Se pravi, mi itak izvedemo ukrepe že na ravni naših strežnikov, se pravi, ko pride do blokade, naši uporabniki do teh stvari ne morejo več dostopati. Seveda pa to ne velja za ostale ponudnike internetnih storitev, zato je pomembno, da se to posreduje naprej nekemu organu, ki je v bistvu središče vseh. Se pravi, mi posredujemo njim, oni dajo to recimo na svojo javno listo in potem upam, da se tudi pri ostalih ponudnikih izvedejo pač potrebni ukrepi za zajezitev te grožnje. Zdaj omenil si eno pomembno stvar, ko si rekel, mi skrbimo za svoje, ne pa za ostale. Vi skrbite za poslovne stranke, ti si neko podjetje, kot si ti rekel, neko gospodarstvo, ki rečeš, ok, mi seveda moramo imeti to skrb. Kako torej potem pri vas poskrbite za poslovne stranke s temi pogodbami, reče, ok, mi imamo na tisti strani neko varno sobo, kjer skrbijo za nas. To tako deluje, da jaz sem potem miren, ker vem, da nekdo 24 ur na dan tam zame skrbi. Ja, načeloma verjetno je tako. Ja. Mi prevzajemo praktično odgovornost na nek način za njihovo varnost njihovih podatkov. Poslovne stranke so načeloma na prvem mestu, so pa tudi vsi ostali uporabniki pomembni. Saj načeloma grožnja lahko preti nad čisto vsakim, ne samo nad podjetjem. Ampak ja, pri poslovnih strankah pa gre seveda to malo bolj specifično, malo bolj v detajle. Gre tukaj za varnost končnih naprav, se pravi prek nekih EPDR agentov mi konstantno spremljamo njihovo dogajanje, se za vsako stranko naredijo tudi posebej pravila, ker seveda vsako podjetje ima neko svojo specifično infrastrukturo omrežja. In pač dejansko mora funkcionirati cela zadeva, ne glede na to, če imajo oni agenta, mora komunikacija znotraj podjetja, znotraj njihovih naprav še vseeno naprej nemoteno funkcionirati. Pač tudi, kar se tiče tega neprekinjenega poslovanja, te stvari. Se pravi, na nas je neka velika odgovornost, da stvari pač delajo. Ja, zdaj bo pa Urban malce razložil, kaj vse se je pa spremenilo, ko gre za te kibernetske napade. Že prej si rekel, lahko so notri tudi 300-400 dni, ti imajo res veliko časa, oni samo čakajo, ampak je pa potem lahko uspeh na njihovi strani toliko večji. Kaj vse se spreminja, kaj vse se je zdaj, ne vem, od zadnjega pogovora pred dobrim letom dni, ko smo ga imeli tukaj, spremenilo?
kaj opažaš? Zdaj, bral sem razne poročila od različnih ponudnikov, kot je naprimer Google in podobno. Oni vsako leto objavljajo, v bistvu, kaj je zdaj trenutno aktualno. Najbolj zanimivo je mogoče ta izsiljevalska programska oprema, mogoče to, kar ima največji vpliv, ampak v bistvu razlika je v tem, da zdaj nimamo mi enega napadalca, ki začne napad, najde v bistvu ranljivost, jo izkoristi, vdre v sistem in nam ukrade podatke. Zdaj je lahko to skupek večjih napadalcev, rečemo, eni samo iščejo ranljivosti s pomočjo umetne inteligence, to potem dajo na temni splet in prodajo drugemu napadalcu, in drug napadalec potem vdre v sistem. Tretji napadalec lahko te podatke ukrade, jih analizira, ugotovi, kaj je ukradel. To sem zdaj tudi bral, da v bistvu izkoriščajo jezikovne modele, ki nimajo dobrih varnostnih omejitev, da z njimi potem si pomagajo. Naprimer, celo dajo ukradene podatke v nek ChatGPT, zato da vprašajo, kaj je v teh podatkih, pa da naj pove, kako bodo zdaj izseljevali to stranko. Naprimer. To je en izmed primerov, ki je bil opisan. Tako da veliko je takih zanimivih zgodb, kako se zdaj umetna inteligenca. Če te prav razumem, tudi napadalci uporabljajo najbolj poceni orodja za najbolj specializirane napade. Ja, naprimer, na temnem spletu ena raziskovalka v bistvu objavlja zdaj nek članek na to temo, da se ponujajo neke rešitve, ki bi mogle biti poslovne in so v osnovi opisane za nek legitimen namen, ampak te rešitve nimajo zaščite. Tako kot ima klasičen ChatGPT ali pa Claude, ki ga želimo nekaj vprašati, nam bo pač povedal, da tega ne mora narediti. Potem pa rečemo nek pomočnik za neko poslovno operacijo, pa v bistvu te omejitve ne bo imel. In se potem to prodaja, take rešitve, zato da jih napadalci izkoriščajo. Ti veliko časa preživiš na temnem spletu? Jaz osebno ne veliko, pa predvsem berem na te teme, drugi. Ker ko sem tudi imel tukaj pogovor, pa sej mislim, da bomo še o tem govorili, so tudi številke o geslih, ki se jih najde na temnem spletu, neverjetne, pa govorimo samo za Slovenijo. Sam, naprimer, zdaj dobivam na X-u že kar nekaj opozoril, pa sploh ne vem, kaj naj naredim. Češ, nekdo se je želel vpisati v tvoj račun, pa se delam, da nič ni. A ni najboljši način, da spregledam. Ampak ta temni splet, a je to nekaj, o čemer bi morda tudi lahko več govorili, kakšne nevarnosti oziroma kaj vse se tam dobi, zato ker potem preventivno lahko mogoče tudi v podjetjih, tudi posamezniki rečemo, ok, menjava gesla je še najmanj, kar moram narediti. Ja, se obstajajo v bistvu rešitve, ki konstantno pregledujejo, oziroma to se lahko tudi ročno dela, ampak se lahko zbira vsa ukradena gesla, pa ne zato, da bi jih mi uporabili za napad, ampak zato, da lahko preverimo, če je to geslo, naša gesla tam nota, in potem lahko ukrepamo. To je tudi, mislim, da ena od rešitev, ki jo lahko sodca ponuja. Tako da tudi to je mogoče. Če greva zdaj še enkrat v tvojo službo, čez tvoj scenarij bi te mogoče korak za korakom zdaj peljal. Sistem zazna nenavadno prijavo uporabnika iz tujine. To ni zdaj moj primer, da ne bo pomenilo. Alarm je ob 3 zjutraj, ti si v službi, po 3 kavi, gledaš na uro, še 3 ure te čaka do konca tvoje izmene. Kako zdaj v bistvu vse skupaj deluje? Najprej alarm, kaj analitik pol preveri, katere informacije dobiš, povej tisto, kar lahko poveš, seveda. Seveda. Vse Korejci zdaj ne poslušajo. Nikoli ne veš. Ja, v bistvu je, rečemo, da je ob 3 zjutraj, se načeloma itak nima veze, kdaj se to dogaja. Je pa seveda malo bolj čudno, če se zgodi iz tujine in ob 3 zjutraj. Zdaj, glede na to, če rečeva, da je uspešna prijava, pomeni to po vsej verjetnosti, da je šlo za nekega zaposlenega, ki je po vsej verjetnosti v tujini, ne vem, bi rekel, da je prišlo do odtujitve naprave njegove, ker pač uspešna prijava se lahko zgodi samo, če se ti iz službene naprave poskušaš povezati v interno mrežo, ne moreš samo iz ene privatne naprave, dejansko. Prvo bi šel definitivno pogledati, katera pravila so se sprožila, zakaj se je alarm sploh pojavil. V naslednjem koraku bi preveril, če je mogoče ta človek na dopustu. Da je iz tujine, se zna zgoditi, da je z nekega razloga šel pogledati urnik, kdaj bo delal v naslednjem tednu, ko se vrne. Potem pa po korakih naprej, se pravi ugotoviti, po geolokaciji, zadnja prijava oziroma zadnja zaznava njegovega IP-ja recimo je bila v
nerealno kratkem času na čisto eni drugi geolokaciji, se pravi, po vsej verjetnosti je prišlo do neke odtujitve. Je na daleč izolacija naprave, takoj spremeniti gesla, aktivirati, se pravi tir 2, zdaj, če je to v tujini, bo verjetno treba počakati, če je bilo odtujeno, itak ne bo dobil nazaj. V glavnem to napravo treba totalno pač izklopiti iz delovanja našega omrežja. A tudi pokličete tega človeka, naprimer, ali pa na podjetje, v katerem dela ob 3 ponoči? Seveda, ja. Pač, če recimo sumimo, da ni nujno, da je prišlo do nekega, rečemo temu, kaznivega dejanja odtujitve ali nečesa, se preveri prvo, ne vem, recimo to delamo pri VPN prijavah, recimo, ne vem, se ljudje zatipkajo, se zgodi, da se, ne vem, poskuša 3-krat prijaviti neuspešno, sledi temu uspešna prijava. Zakaj pa se je to zgodilo, ne? Ali si se zatipkal, a je mogoče nekdo drugi štoral po tvojem telefonu, laptopu ali nekaj. Seveda se preveri direktno z njim, ne. Zdaj, ponavadi so pa itak, če bi prišlo recimo do odtujitve naprave, ponavadi ta sodelavec oziroma zaposleni že sam sporoči, da je prišlo do tega incidenta, ne. Mogoče še na koncu, kako se vse skupaj potem zaključi, kaj naredite? Pošljete vse, kar ste izvedeli, to neka priporočila? Ja, vsekakor se vodi tudi vse prek nekega tiketinga, da imamo revizijo celotnega dela, kateri ukrepi so bili izvedeni. Če je zdaj prišlo do odtujitve, je treba tudi to prijaviti na policijo. Ja, potem pa seveda neko ozaveščanje tega zaposlenega, kako paziti recimo na te naprave, pač predvsem na svoje podatke, ne, ker če bi zdaj prišlo do uspešne prijave iz njegove naprave, za katero bi ugotovili, da je bila odtujena, pomeni, da ima na vsej svoji napravi nekje navedena svoja gesla in dvostopenjsko avtentikacijo, da je lahko ta človek, da je sploh prišel do naprave, se še uspešno vpisal, je mogel imeti vse podatke. Se pravi, hramba teh njegovih občutljivih, v tem primeru gesel, pač ni bila pravilna. Se pravi, je potrebno narediti s tem človekom, mogoče ne samo z njim, ampak s celotnim oddelkom, pač neko izobraževanje na to temo. Resen pogovor, a ne? Tako, ja, kapuca na glavo pa. Zadnjič je bil v tem studiu glavni izvršni direktor ene izmed največjih podjetij v Sloveniji, ki spada pod skupino, ki je še veliko večja, in je dejal, naš glavni šef, je rekel, ne ali bo prišlo do napada, ampak kdaj bo prišlo do kibernetskega napada. To je naša največja bojazen. Govorimo pa o farmaciji, kjer so ti podatki ključni, in kjer je globalno zelo veliko ljudi, ne. Se pravi, zdaj mi govorimo včasih v Sloveniji, pa si mislimo, ja, saj če je pa kdo se prijavil, ne vem, v Nemčiji že malo čudno, ampak če imaš pa ti skupino od Kanade pa do Indije, potem je cel svet in je malce težje. Zato zdaj tebe sprašujem, če se lahko za nekaj minut preleviš pa v napadalca, ne. Vem, neprijetno, ampak tako delate, ne, da jih probate dobiti. Okej, kako bi napadalec načrtoval tak napad, zakaj ukradejo podatke, kaj se pol z njimi zgodi, zakaj skušaš oziroma kako skušaš skriti identiteto in predvsem kako preprečiti, da te ob 3 ponoči dobi na popolnoma drugem koncu sveta nek budni analitik 1, ne. Ja, najbolj pogosto se začne z ukradenimi poverilnicami, ki jih lahko ta napadalec nekje dobi. Lahko so samo poverilnice, lahko so pa tudi neki piškotki ali pa sejni ključi, ki celo lahko včasih obidejo dvofaktorsko avtentikacijo, če ni najboljše izvedena. Tako da ne bodo šli takoj poskusiti, ne. Ampak če želijo res ciljno izvesti nek napad, je glaven namen to, da probajo se zliti z običajnimi, rečemo, logi oziroma dnevniškimi dogodki. Zdaj, kako bi to najlažje naredil, če naredimo to iz nekje iz tujine, a ne, bo to alarm. Če pa mogoče izkoristimo neko že okuženo napravo, ki je po možnosti v Sloveniji, pa v bistvu izgleda, kot da je prijava šla od nekoga doma, naprimer. Druga opcija je tudi to, da izkoristimo nek okužen računalnik ali pa neko pametno kamero, ki jo lahko kot vmesno točko izberemo. Tako da na tak način se zdaj tudi napadalci zlivajo z okolico, da ni več samo napad iz Rusije, iz Amerike, iz raznih takih čudnih IP naslovov, ampak je lahko tudi iz Slovenije in potem tega ne opazimo. Mogoče tudi tak primer bi bil kakšen phishing, kjer bi pa lahko celo poklicali tehnično službo ali pa IT,
zjutraj ob 9 v ponedeljek pa rekli, pač mi imamo, oziroma jaz sem si zamenjal telefon, crknil mi je telefon, nujno se moram prijaviti, resetirajte mi prosim dvofaktorsko autentikacijo. In naprimer, če procesi v podjetju niso dobro rešeni, pa če to ni spremljeno, lahko hitro v bistvu tukaj napadalci izkoristi sam proces in pa tudi ljudi po malem. In tako se v bistvu izogne tudi potem varnostnemu centru, če prav razumem. Ne? Verjetno tudi, če bi poklicali pa vprašali, naj bi lahko s kakšnim takim phishingom izvedeli neko dodatno prevaro. Ne vem pa, koliko je, vse to lahko dogaja, ne vem pa, koliko je pri nas v Sloveniji pogosto. Ja, zaenkrat še malo bolj robotsko govorijo, ne? Ampak čas Vedno gre hitro boljše. naprej. Ja. Kaj je torej ključno, da napad ni uspešen? Kaj po tvojem mnenju, ali pa se oba seveda tukaj dobro vesta, kaj vpliva na tisto, da rečeš, ok, tukaj smo zmagali mi, ne, tukaj smo bili boljši. Ozaveščenost celotne ekipe, zaposlenih, kaj tisto, kar prevaga na koncu? Celoten skupek, v bistvu, kako v podjetju to kot nek proces, to kibernetsko varnost obravnavamo, da se konstantno v bistvu s tem ukvarjamo, da ne samo to, da naložimo vso programsko opremo, ki nas ščiti, govorimo z zaposlenimi, jih izobražujemo, in pa tudi to, da v bistvu imamo konstantno spremljanje. Torej, če tega ne moramo sami delati, da nimamo zaposlenih, ki bi lahko 24/7 spremljali naše sisteme, da pač najamemo tako rešitev, ki lahko za nas potem to izvede in nam lahko 24/7 v bistvu nadzira sisteme, in cilj je to, da se napad ustavi, preden bo prepozno. Ampak napadalci, kako oni razmišljajo v resnici? Kaj oni vedo več kot, ne vem, o podjetjih? A vedo, da ni povsod tako urejeno in na to ciljajo v resnici? Kaj je tisto, kar oni reče, ok, imamo res veliko možnosti, da nam uspe, zato ker... Ja, večinoma je to zato, ker mogoče vemo, da nimajo varnosti operativnega centra in vemo, da ponoči pač noben ne bo tega spremljal. Pa mogoče vemo, da niso toliko nadgradili določenih sistemov ali pa pač spet, da tega ne spremljajo. Predvsem to, no. Benjamin, se ti je kdaj zdelo, da škoda, da ne poznaš tvojega nasprotnika? Zaenkrat še ne. Zaenkrat se še ni zgodilo, da bi bil uspešnejši od mene. Ne, da ni za to neka samohvala, ampak ja, pač redko kdaj se zgodi, da res pridejo tako fejst izvirni čez, da bi mimo nas, recimo, da bi pa rekel, škoda, da ga ne poznam osebno. Ne. Ampak je pa to bitka, kjer se ne vidite, ampak je v resnici res tako virtualno samo. Ja, to se razlikuje spletni kriminal, lahko temu rečemo, od tistega fizičnega, ne, omogočati to delo od doma. A doma lahko delaš, naprimer, je to tudi, veš, ko danes pridejo mladi pa rečejo, v redu, bi pa v petkih delal doma, ne? A je to pri tebi, pri tvojem poklicu možno? Je možno, ampak imamo še vseeno vedno 24/7 vsaj enega, če ne dva človeka, vedno fizično prisotnega v pisarni. Taka je politika in tega se držimo. Zdaj, mogoče, ker smo malce odprli, ne, tvoje delo, pa se mi zdi, da ti res s tem žarom govoriš, ti pa tudi. A je to, ne vem, zakaj je to težko dobiti dobre analitike, dobre varnostne inženirje, prve stopnje, druge in tretje, ker vas je enostavno premalo. A je to glavni razlog? Ker jaz verjamem, da potem, ko enkrat vstopiš v ta vajin svet, si zagret, da zmaguješ te bitke, ne? Ampak vendarle, ko podjetja pridejo, pa vsi rečejo, nas je pa kar strah, ker jih je premalo. Kaj je največji razlog? To, da je enostavno premalo ljudi, da odhajajo v tujino, kakšna je ta bitka za kadre? Ja, ljudi v vsakem primeru premalo, pa tudi preveliko je povpraševanje. No. Oziroma nekako zaostajamo, oziroma zdaj pospešujemo ta tempo uvajanja novega kadra. Mogoče bi mogli o tem že več let prej začeti razmišljati, pa ta kader izobraževati. No. Je pa res, da je tudi ogromno prestrukturiranja, torej, da nekdo, ki je predelal kot navaden IT-ovec oziroma nek vzdrževalec ali pa v nadzorno-operativnem centru, ki je v bistvu ni čisto povezan s kibernetsko varnostjo, da se ta kader začne dodatno izobraževati, pa se prestrukturira potem v varnostnega analitika, recimo. Pri vas je bolj mlada ekipa, bolj stara ekipa, mešana? Kako štejemo let? Ti si mlad, ti si zelo mlad. Če sem jaz mlad, pa smo kar mlada ekipa. Ja. Kaj najbolj, ne vem, ceniš pri ostalih sodelavcih? Kako ta timski duh v bistvu deluje? Koliko pomembno je tudi, no, da
da se dobro razumete, da ste potem pri tej obrambi uspešni? Je to pomembno, ali si bolj volk samotar? Ne. Aha. Mislim, seveda je pomembno to sodelovanje, pač se mi zdi, da smo tudi kot kolektiv Face povezani. Pač kot je Urban že na začetku rekel, kibernetska varnost je zelo širok pojem. Seveda je nujno, da znamo vsi delati vse, kar se tiče zajezitve nekih groženj. Je pa seveda res, da se vsak od nas tudi recimo malo posebej usmeri v kakšno stvar bolj podrobno. In potem je seveda ta timski duh toliko bolj pomemben, ko ti svoje ugotovitve, svoje rezultate pač deliš s svojimi sodelavci, ne. Kje si ti najmočnejši? Zadnje čase se največ ukvarjam z internimi phishing testi za podjetja. Ja. Tam si junak svojega oddelka. Lahko bi tako rekel. To moraš zdaj tako reči. Pa mogoče enako vprašanje tudi zate, Urban, ko mladi pridejo, ne, k vam, zdaj si povedal, da imamo tudi nove pristope, s katerimi jih še bolj navdušimo. Kaj vi najbolj cenite pri mladih, tistih, ki jih potem tudi priporočite, ali pa ste po drugi strani tudi veseli, ko vidite, ne, da so si našli neko novo sredino, kjer dobro delajo? Kaj je tisto, kar jim daje dodano To vrednost? navdušenje, v bistvu pa želja, da se želijo čim več naučiti, ker vedno je nekaj novega. Pa pač v osnovi rabijo imeti ful enega predznanja splošnega, rečemo o mrežjih, operacijskih sistemih, programiranju, vsakega pa malo. Ni nujno zdaj, da bo nekdo mogel vse poznati, ampak spajne, da se približno spoznamo s tem vsakim področjem, potem pa to, da v bistvu nekdo se želi z nečem res dobro spoznati, pa se želi v bistvu raziskovati to. Mimo te umetne inteligence, zdaj dvakrat ste že omenili, ali pa še večkrat, res ne morem, ne. Koliko bo to spremenilo delo, ne vem, v tvojem centru varnostno operativnem? Vse potem tudi vprašanje zate, ampak danes si ChatGPT naložimo na telefon, pa se z njim lahko pogovarjamo, pa se nam zdi, da nam reši vse zagonetke, ne, od recepta do letalskih kart. Ali boš lahko z njim sodeloval tudi pri obrambi pred napadalci? Ja, seveda lahko. Mislim, itak poenostavi neko delo, pač lažje tudi vpeljati neko avtomatizacijo, če je pač umetna inteligenca prisotna. Je pa seveda nujno, da zato ne uporabljaš ChatGPT-ja, ne. Se pravi, neko znotraj podjetja zaprto umetno inteligenco, ne. In kako bo to sodelovanje izgledalo, mu boš ti dajal, ne vem, ustna navodila, ker zdaj na drugi strani imaš napadalce, ki ima verjetno tudi, neverjetno, zagotovo tudi umetno inteligenco. Se pravi, to je zdaj kar naenkrat dvoboj, ne, oziroma dveh inteligenc. Dveh inteligenc, ne. Tako, ja. Ja, predvsem je treba ta AI naučiti, se pravi, na podlagi nekih playbookov, nekih primerov, kako se stvari delajo, nekih pravil, seveda, kako mora on pri incidentu, recimo, korak po korak iti. Tako jaz vidim bolj neko to sodelovanje z AI-jem. Ti? Ja, mislim, že pred AI-jem smo imeli orkestracijo, varnostno orkestracijo, pa avtomatizacijo v teh socih, in že to je pomagalo. Na podlagi nekega pravila, ki smo jih določili, se je nekaj zgodilo. Zdaj pa v bistvu z AI-jem mi lahko pospešimo določene procese, sploh pa tiste, ki se ponavljajo. Rečemo, da imamo nek kup podatkov ali pa nekih dogodkov in mi zdaj iz tega želimo nekaj izluščiti. Prej je mogoče to mogel nekdo poslati na tir 1, mogoče tir 2, zato da je to analiziral, pa se je vzel par ur časa. Zdaj pa lahko že tir 1, mogoče ob 2 zjutraj, to da neki umetni inteligenci, jezikovnemu modelu, ki lahko sam iz tega mogoče nekaj izlušči in nam lahko da kratko poročilo. Je pa mogoče treba poudariti, da ta umetna inteligenca ne bo nikoli nadomestila človeka, ker vedno v varnostno operativnih centrih je pomembno, da človek tisti, ki odloči, kakšna bo tista končna akcija, sploh če pomeni, da lahko vpliva na poslovanje neke naše stranke. Se pravi, ne bo nikoli tako bravo, dobro si opravil, kar nadaljuj, ne. Mislim, da bo obratno, še sodeluj z mano, ne. Zdaj, če sem vaju dobro razumel, ker vendarle ne prihajam iz tega vajinega področja, sem pa vesel, da vas imamo, no. Je timsko delo, stalno izobraževanje, uporaba vseh teh orodij, ki so na voljo, ključno za to, da bomo vsaj v koraku z napadalci, a ne? A se vama zdi, da je ta prihodnost, da bo ta bitka kdaj dobljena, ali bo to ves čas potekala in je v bistvu sta v poklicu, ki nikoli ne bo izumrl, zdaj, ko smo vstopili v to
obdobje digitalizacije. Na začetku si rekel, zdaj gre vse na splet, ne, in vi ste v bistvu vojaki, ki skrbite. Sej, kdo, ki se na to ne spoznali, pa se mu zdi, da preveč o tem govorimo, če naprimer napadajo Pošto Slovenije, pomeni, da v tistem dnevu ne more nobena pošiljka na pot. Če napadajo UKC Ljubljana, pomeni, da so podatki osebni, kar naenkrat lahko na temnem spletu. Če napadajo energetsko infrastrukturo, pomeni, da mi tukaj ostanemo brez luči, kamer in tako naprej. Ne. To je tisto, proti čemur se borite. A ne? Ja. In te bitke ne bo konec. A ne? Mislim, da res ne. No. Razen če ugasnemo elektriko. Ne? Okay, ali vaju to plaši, ali vaju to, ne vem, navdušuje, ker to pomeni, da v bistvu opravljate res zanimivo delo, kjer nikoli ne veš, kaj te čaka. Jaz mislim, da vsak, ki ima neko zaposlitev oziroma se ukvarja z nečim, kar mu je kul, po moje niti ne želi, da bi za naslednji ostal brez službe, ker se bi stvar pač rešila sama. Seveda bi si želel, da bi bilo vse skupaj bolj varno, da se ne bi rabilo na vsakem koraku ukvarjati s tem, a zdaj lahko skeniram to QR kodo ali ne. Ampak ja, jaz mislim, da se ta bitka zares ne bo nikoli končala. Ne. Ja, najprej mogoče, ko prvič se srečamo z nekimi grožnjami, ne, se malo strah, malo smo pač preplašeni, ampak potem, ko smo nekaj časa v tem, pa se s tem ukvarjamo, pa raziskujemo, pa se učimo, nas to potem še bolj zanima. Tako da jaz v bistvu ne gledam več tega straha, ampak bolj zanimanjem, pa mogoče nam počasi na kakšnih področjih rada že malo vseeno, oziroma se ne sekiramo to hudo. No. Ampak še vseeno moramo seveda trezno razmišljati. Ja, hvala lepa obema, da sta prišla v tem prvem podcastu, ko smo se malo potopili v tvoje delo, pa mogoče skozi oči napadalca videli, kako on razmišlja. Hvala, da sta pojasnila, pa naredila verjetno tudi kar malo reklame za vajen poklic. Ne? To se mi zdi, da mlade vendarle treba navdušiti nad nečim, in če ti praviš, da nikoli ni dolgočasno, ti kar verjamem, ne, ker vem, kako to razlagaš. za Urbana pa tako ali tako vem. Tako da hvala lepa, se veselim, da se še kdaj dobimo, da mogoče kakšen nov primer poveš, ti pa nas preseneti s kakšnim novim načinom, ki so ga odkrili fante na drugi strani. No? Ali dekleta, da ne bom... Ali je tudi veliko deklet, misliš, o tem? Ja, definitivno. Ja? Mogoče pa nas tukaj v Sloveniji se ta trend tudi povečuje, ampak v tujini mislim, da je kar. Okay. Hvala lepa. Hvala. Vam pa hvala lepa, da ste bili z nami v tem prvem podcastu, ko smo bili, lahko rečemo, v teh kontrolnih sobah. V naslednjem podcastu se odpravimo pa na teren, in sicer zapustili bomo nadzorni center, se preselili na teren, spoznali procese, ki stojijo za izvedbo potem varnostnih projektov pri naročnikih, torej od teh analiz, ki jih dobijo tudi pri vas že, ne, pa do načrtovanja implementacije rešitev za poslovne sisteme in okolje. Hvala lepa za ta prvi podcast, se vidimo v drugem. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.